Zdaj pa sledi ponovitev oddaje o velikonočnici in cvetnih običajih na Slovenskem. Slovenci kot del zahodnega sveta in krščanske kulture že od 9. stoletja slavimo cvetno nedeljo kot uvod v velikonočno praznovanje. To je spomin na svetopisemski dogodek zmagoslavnega Kristusovega prihoda v Jeruzalem in hkrati začetek velikega tedna, ko se ves krščanski svet spominja zadnjih dni Kristusovega zemeljskega življenja, ki ga zaznamujeta njegovo trpljenje in smrt na križu. Avtor oddaje je Ivan Merljak. Kdo smo? Slovenci kot del zahodnega sveta in krščanske kulture že od 9. stoletja slavimo cvetno nedeljo kot uvod v velikonočno praznovanje. Cvetna nedelja je teden dni pred veliko nočjo in spomin na svetopisemski dogodek zmagoslavnega Kristusovega prihoda v Jeruzalem. Tedaj so, kot pravi zgodovina, ljudje trosili cvetje ter lomili oljčne in palmove veje in jih kot preprogo polagali na cesto, po kateri je Jezus Kristus na oslu prihajal v Jeruzalem in tu naletel na veličasten sprejem. Cvetna nedelja, rečemo ji tudi cvetnica, je hkrati tudi uvod v veliki teden, ko se ves krščanski svet spominja zadnjih dni Kristusovega zemeljskega življenja, ki ga zaznamujeta njegovo trpljenje in smrt na križu. Slovenci imamo v svoji kulturni dediščini pomembno dramsko besedilo Škofjeloški pasijon izpod peresa loškega kapucina, patra Lovrenca Marušiča ali očeta Romualda iz Štandreža pri Gorici, ki popisuje te svetopisemske dogodke in je v 300-letni zgodovini doživel že vrsto uprizoritev na ulicah in trgih Škofje Loke. Škofjeloški pasijon je najstarejše dramsko delo v slovenščini in hkrati najstarejša režijska knjiga iz baročnega obdobja v vsej Evropi. Kot tak je Škofjeloški pasijon tudi vpisan v UNESCOV seznam svetovne nesnovne kulturne dediščine. Po vsej Sloveniji v precej bolj skromni obliki ljudje simbolno počastijo spomin na Kristusov prihod v Jeruzalem s cvetjem, oljčnimi vejicami in tradicionalnimi butarami, ki imajo skupne značilnosti, a tudi številne lokalne posebnosti. S tem so povezani tudi nekateri običaji in navade. V pogovoru s sogovorniki iz različnih koncev Slovenije smo skušali nanizati nekaj podrobnosti o cvetnih običajih ter preučiti, koliko so ti še navzoči med mlajšo generacijo. V pripravah smo naleteli na cvetlico z zanimivim imenom Velikonočnica, ki je prav posebna, edinstvena v pravem pomenu besede, saj uspeva samo na ozkem območju okrog Ponikve pri Šentjurju na Celjskem, pri rojstnem kraju narodnega buditelja škofa Antona Martina Slomška in tudi pod Bočem, ter je ustrezno zaščitena z zakonom. Zato je ne bomo našli prav v nobenem šopku ali v butari za cvetno nedeljo, a to spoznanje nas ni odvrnilo od radovednosti, da bi si jo ogledali, saj prav te dni cveti in napoveduje velikonočni čas. Obiskali smo Zlatka Zevnika, predsednika turističnega olepševalnega društva Ponikva, ki skrbi za negovanje rastišča velikonočnice na posebej urejenem zemljišču pri Ponikvi. Kaj je velikonočnica? Kakšna rastlina je to? Gre za kosmatinca, kar je v rodu kosmatinca sicer več rožic, imenuje se uradno Pulsatilla grandis ali veliki kosmatinec, ki je pač redek v našem koncu, saj kosmatinca je kar nekaj, tudi še proti zahodu bolj po hribih, ampak ta je pač specifična, ker raste na omejenem količini rastišč, 2 oziroma 3 v Sloveniji.
To pri nas na Boletini je največje in tudi najbolj zahodno od teh. Gre pa za stepsko rastlino, ki ima neke posebne pogoje v smislu malo vlage, ki jo rabi, ne prenaša gnojenja, ne prenaša intenzivne obdelave v smislu košnja, pa bomo spet, zato tudi temu primerno tudi vzdržujemo samo rastišče. To rastišče je samo tukaj, pravite. Ja. In pa na Bočogar pri Koči. Tam je više, ne? Tam je pa nadmorska višina višja, pri nas je okrog dobrih 300 metrov, po njih imamo 350, tule močenih 320, drugač tam je pa okrog 900 metrov, ker sam Boč je skupaj z anteno oziroma s tistim stolpom ima 1000 metrov. Ne? Ampak to pomeni, da zraste pozneje? Nekaj kasneje ven pride, tako količinsko je nekaj manj kot tle, tako da to je največje rastišče v Sloveniji. Zakaj se reče velikonočnica? Ja, v starih, ali pa rekel prejšnjih časih, če tako rečemo, ko je bilo še leto malo drugače obrnjeno, so pač, se veste, tudi meseci se imenujejo, ne, veliki traven in podobne imena, kar imajo, so naravno naravnani in tako je tudi ta roža nekako, ker je cvetela ob veliki noči, ko so bile še zime močne, je to bilo malo zamaknjeno, zdaj pa že kar v zadnjem času, pa kar pridno, v konec februarja, začetek marca je tisto glavno obdobje, že leta in leta, tudi letos ni dobena posebnost. Mi smo prve primerke, ampak res da posamezne že videli konc januarja, v februarju malenkost več, ampak govorimo o tam do 10 rastlin, kar smo si pač dovolili, da smo šli pogledati, ne. S tem, da smo potem zadnji teden v februarju pa postavili to vrvično ograjo, ki nekako omejuje samo rastišče, zato da obiskovalci ne hodijo, da bi jo ne bi pogazili, da se pa videti, ker so neposredne rastline ob ograji, pa tudi malo više, tako da se da dobiti občutek o količini rastlin, ki tu cveti. No, če že omenjate količino, zdi se mi, da jih ni toliko, kot sem pričakoval. A ste jih včasih večji meri ali kako? Veste, zdaj tako, število niha. Lansko leto je bilo v zadnjih 10 letih rekordno število, preko 1400 primerkov. Štetje vsako leto opravi Zavod za varstvo narave enota iz Celja, ki tudi strokovno skrbi nad tem našim početjem, če tako rečemo, ker oni tudi nekako narekujejo občini, kako mora skrbeti za to, ki je po Naturi 2000 prevzela to obvezo, da bo skrbela, zato je tudi temu posledično naša pogodba za izvajanje vsega tega, kar tu izvajamo, se pravi vodenje, varovanje, urejanje rastišča in vse to. Zdaj, tisti, ki pride za veliko noč, bojo prepozni. Ne? To je že par let in imamo vsako leto, kdo pokliče, če je zdaj bi pa že mi prišli. Ne? Pa rečem, da letos pa ne bo več. Včasih je ustrezalo. Včasih je ustrezalo, danes pa ne, zato mogoče ime malo zavaja, rečemo temu, je pa iz preteklosti. Cvetno nedeljo še bo verjetno. Ja, računamo, da 14 dni še bo, tako da posamezni primerki. Vse roža še bojo potem, ampak v tisti zadnji fazi, ko pride do odmetavanja semen, ko iz tega cveta dejansko še zraste za 20 cm in odvrže specifika, je to malo posebno, tam odvrže potem semena, je podobno kot regrat, odvrže, ampak mi prihajamo sem, pa obiskovalci zaradi vijoličnih cvetov. Zdaj, ko se tukaj pogovarjava, ni čistega sonca, se pravi, niso vse razprte, ne? Absolutno, one se vsako ob hladu se zaprejo, odprejo, tako da je to nek nočno-dnevni cikel, ne? In to jih tudi po svoje, bom rekel, utruja, bolj ko je toplo, bolj ostanejo razprte, bolj ko se morajo zapirati, da se obvarujejo, tem prej jih, rečemo temu, utrudi. Dač pa, ko sem prej govorila o številu, poprečno letno je nekje okrog 900 jih pride. Pa smo imeli tudi samo 300, pa nekaj, pa do, kot sem prej omenil, 1400. Nimamo na to vpliva, to narava sama regulira, pa smo tudi število, kaj je bilo tisto leto. Pa je bilo malo več vlage, pa malo manj vlage, pa malo več sonca, malo sonca, sneg je prej zginil, ni zginil in podobno. To je južna lega. In zato sneg sorazmerno hitro, smo še tukaj vse posod, sneg tukaj ga ni bilo, tako da, ne vem, narava pač to malo skrbi, ne bom rekel, da je muhasta roža, daleč od tega, ima pa svoje zahteve, ki jih je treba izpolnjevati, neko tako, da pride ven. V nekem smislu je muhasta, ne? Zakaj je tukaj in zakaj ni tam? Zakaj ni tam? Ja, očitno je ljubiteljica sonca, to je prvo, kar je, pnenčasta tla, ker tule ruše, travne ruše 10-20 cm, ostalo je že kar kamenje.
Ni više, ko smo slabše, ker je spira v dolino, zato tukaj so polja, tam gor pa kot vidite je pa terasasto, da bom rekel umetno, bilo že v preteklosti narejeno, da se je hrib malo poravnal, da je lažje bila obdelava v smislu kmetijskih površin. Se pravi, tam tudi zemlja, pedološka sestava ni enaka. Ne, ravno zaradi tega se tudi pojavlja, ko so nekateri, to so sami priznali, ko še ni bilo toliko te govora o zaščiti, so jo tudi izkopavali, govorimo za 10-20 let moče nazaj še več, izkopavali, pa doma v skalnjak sem jo dal, pa na kamen sem jo dal, pa ni uspevala, leta 2 pa je šla. Ja, in ni bilo pH tako. Ni bil ta prav. Ni bilo in pH in vse tisto ostalo, kar pač ona hoče, zato tudi tukaj se ne razmnožuje, ko bi nekdo pričakoval, vse zama pa 5 metrov ploče tudi, a zakaj pa tam ne raste? Ja, težko ugotovimo, zakaj, pač ni našla čisto tistega svojega idealnega okolja. Zlatko, no se to verjetno tudi pojasnjuje, zakaj se drugot ni prijela. Tako. Ker rabi neko specifiko. Neko specifiko očitno rabi in poskušamo, kot ste rekel, mi ne vplivamo na to, poskušamo vse zadržati tako okolje, ki očitno i ustreza, se pravi neintenzivna obdelava, enkrat na leto se samo, bom rekel, odstranjuje trava visoka, to je tam sredina, pa v juliju, začetek avgusta, pa grmovje vse v jeseni poseka po določenih pasovih, tako da se rastišče samo ne zarašča. To pomeni, da je košnja šele tiskati, ko so semena že... Vse je svoje že narejeno bilo, takrat, ko so travniki že s čim drugim porasli, tudi kakšne druge lepe, kakšni nageljni, kot smo včasih rekli, turški nagelj in podobne rože tle, pride tudi kaj ven, bolj redke, ampak se veste, kak je tle, ni obdelave intenzivne in je potem so rastline malo bolj pestro v primerjavi s tam, kjer se pač greje krma, monokultura in je to velika žalost v to in taki pasovi so zlata vredni. Jaz upam, da bi bilo več, ampak žal ni tako. Ja, prej ste omenili, da je to stepska roža. Kako je prišla iz daljnih, ajde rečemo temu, sibirskih ali ruskih step sem? Ni treba tako daleč, že na Madžarskem je kar nekaj teh, na Slovaškem, Češkem, ta konc je tudi, ampak pravim, bolj ko gremo proti zahodu, prvič verjetno zaradi intenzivnega kmetijstva ni to, tako da so prišle do sem, lahko pa da so tu našle posamezne lege, ki jih niso bile, kot je takšni bregovi pretirano obdelane. Ljudje so jih že prej poznali, samo da meni temu posvečal pa velike pozornosti. Doktor Sovni, konkretno tukaj pri nas je bilo ravno v teh akademskih krogih naš doktor Stanko Buster, ki je tale v bližini rojen, geolog, vem, da je med geografi delo, pa botaniki delo kar dost reklame, ker je tukaj tudi kraški svet, tam nadal imamo tu so ponikalnice, tam so kraški izviri, kam hodijo gledati, pa sem pridite na Ponikva, ja, tako, ni naključja, imena niso naključje, tudi velikonočnost in vse to. To ima veze z čisto našim jezikom in razumevanje termina same besede. No, ampak predvidevam, ne vem, ampak zelo verjetno je ni prinesel človek, pač pa se je po naravni poti selila proti zahodu. Mislim, da in tam, kjer je našla primerne pogoje, je pač sklila, če tako rečemo, odsvetela, drugot pa ne. Preprosto, veter je nosil semena in to vzhodni. Tako. Jaz mislim, da masovno, ja, potem smo jih pa tako sami ponekod izkoreninili z intenzivno obdelavo. Zlatko, zakaj pravite, da so velikonočnice simbolne rože? Ja, pri nas so sigurno simbolne, tudi v našem turističnem društvu je kot taka zaščitni znak, če bi rekel, v žigu društva in sicer, ker je pač izpostavljamo to njeno redkost in za nas pomembnost. Ker je treba ohraniti to, kar pač imamo, to pestrost, ker to izgubiti ni doben na umetnost. To je takoj lahko se samo malo spusti. Če pa hočemo, da bo ohranila, moramo si pa kar neko skrb posvečati. Če ne druga, obvarovanje pred tudi našimi se poznamo. Potrošniška miselnost hitro pripelje do tega, ne se samo en cvet bom vzel, ja. Pa 1500 obiskovalcev, pa 1500 cvetov, ki jih imamo samo na vsake toliko leta, pa smo lahko v 2-3 letih gotovi,
No, prej sem omenil, velikonočnica je tako zaščitena roža, Ja. da tudi slučajno ne pride v butaro. A vi delate butaro ali kako imate za butere. Svetlo nedeljo? Butere ali pa tako drugot, oljčne vejce je ena od verzij, ne, drugo so butere, jih tudi delajo v otroci pri verouku oziroma v župnišču in potem je to pač prideš k žegnu buter in hkrati tudi jedi. Ampak specifika, bom rekel, na različnih koncih Slovenije je, kaj dajo v te butere ali pa v te šopke. Zdaj ste me malo dobili. Vem, da je leska, vem, da so včasih devali tudi pomaranče, so se vezale kot take, na to so barvni trakovi, so kakšne rumene forzicije, noter za odspodi kaki pušpani in podobne stvari. Skratka, to je nekakšen tak simbolni znak te pomladi in pripadnosti narodu, sigurno, ja. In čisto, bom rekel, krščanski kulturi, ki seveda ima vpliv, hočemo, nočemo, je tukaj naša, ne glede na vso zgodovino, pa v preteklo tudi. Omenili smo že, da so cvetni običaji doma pravzaprav po vsej Sloveniji, čeprav so izvedbeno različni. Na Goriškem in širše na Primorskem butere niso v navadi, marveč so za cvetno nedeljo tipične oljčne vejice, ki jih ljudje nosijo k blagoslovu med mašo na cvetno nedeljo in jih potem uporabljajo ob hudi uri in za blagoslavljanje domov, vrtov, hlevov in polja. Ponekod na severnem Primorskem so v sicer zelene snope povezovali tudi lovor, oljko in palmove veje. Oljčne vejice so v modernem času vse bolj v uporabi tudi po večjih mestih in naseljih, saj so priročnejše in ne zahtevajo nikakršnega znanja in časa za izdelavo, kakor je to pri butarah. Na Gradežu pri Turjaku smo obiskali Joži in Staneta Zabukovca. Ona je podpredsednica zelo aktivnega društva za ohranjanje dediščine Gradež in veliko stori za nadaljevanje tradicionalnih oblik druženja in skupinskega dela na vasi, tudi butar. A pri njih doma je izdelava butar v domeni moža Staneta. Kako se na Gradežu pripravljajo na cvetno nedeljo? Ja, na cvetno nedeljo se pač pripravljamo že cel teden, kakor toliko nabiramo bršljen, les za to, pirhe naredimo, da otroci nesejo butere, žegne, da dobijo potem pomaranče in pa kakšen pirh. Stane, vi ste, vidim, zadolžen za izdelavo butera. Ja, butere pa navad izdelam, ja. Za butera pa rabim. Tam je 9 ali pa 11, mi smo zmeraj delali z neparnih številk leskave palce. To je osnova za palce, smo se pravi skupaj povezali in na te palce naredili križik iz trte, temu smo rekli drabutovka je ta trta, ki smo tudi rabili zmeraj za kakšne vazove pa z ročicami, tele lojtre. To je, smo pa navadi na vrh dali ta križek naredili iz tega, potem smo dali še oljka, mačice, brinje in povezali to skupaj in potem še dodali vse tele od sadnega dreve, vsaka ena vejica, se pravi, sadnega dreve je bilo tu jabolko, hruška, slive, oreh, vse tu in tu z bršljenom vse skupaj povezali, tako da je bilo polej že vidna butara. Vse se sproti povezvalo, začetek je bil pa iz vrha, se pravi brinje, oljka, mačice. Ne vem, če vi poznate ta les drabutovka, ta trta, ki na konci naredi ena takale bunkca in z tega smo pa naredili križček gor. Potem se pa tu povezvali vse skupaj. A ste tudi okrasili s trakovi? Ne, to pri nas nikoli. Leskave pate so bile toliko dolge, da si bil še za ročaj, da se je držalo za roko. Kako velike pa so butare tukaj? Ja, različno. Takrat, ko sem bil jaz otrok, smo delali velike butare, najmanj meter, da smo jih na rami nosili. In na vrh butarja smo tudi privezali gor jabolka, enega ali pa dva,
No, poli poznejše tudi je pomaranče, ampak sprvo so bile pa jabolka. Se pravi, kar je bilo doma. Ja, tako. A ta običaj še vedno velja, še vedno delate enako? Zmeraj enako delam, samo zdaj na mesto jabolka obesimo pomaranča gor. Drugače pa še isto. Vse. Samo zdaj je nadelam tako velike, a ne, samo manjša, tako da otroci lahko nosijo. Ker prej smo imeli, prej je bilo tako, vsak otrok je na rami nesel ta butara in čeprav sosedi ni bilo otrok, smo še mi tam dobili butare, da smo je nesli. Kaj pa naredite potem s temi butarami, ko pridete nazaj od Maše? Ja, ko pridemo nazaj od Maše, te butare razdremo, nekaj damo živini tega, da mečkaj žegnega živina dobi, potem jih pa damo za streho noter. Ja, tako, nekaj pa pustimo, da imamo potlej za veliko noč za žegn. Ja, Jože, vi ste rekli, da ste se priženili sem. Odkje pa ste prišli? Prišla sem iz Šentvida pri Stični. In tam so bili enaki običaji? Ne, tam so bili mečkan drugačni običaji, v butara nismo devali nikoli oljke, ker v tistem času, ko sem jaz bila, še ni prišla oljka tako na deželo, in je pač nismo devali v butara in pa tudi sadnega drevja nismo devali v butaro. Ni bilo te navade. Ne. Ampak drugače pa je enako izgledalo? Ja, butar je drugače enako izgledala, sam še mi smo imeli navado, da smo spodaj v butara, na konc, ki je bilo zadržati spodaj, dali noter en klinc od tiste trte, od rabutovne ali pa od leske in smo not zabili in smo rekli temu pravica. Če slučajno kdo od otrok v butari ni tega imel, te pravice je mogel se stran umakniti od nas. Tako je to pač pri nas navada, ne? Zato pa pravim, vsak res svoje navade. In kaj ste vi potem naredili za 100 butarov? 100 butarov isto, živalmu smo dali malo, pa imeli smo za kadilu, imeli smo tisto tudi za velika noč, za Božič, za nov let, za 3 kralja, ko smo kadili, smo imeli zmeraj tisto žerjavca, pa bršljen gor, pa smo pokadili stanovanje in pa hiše in gospodarsko poslopje. Prej sem Staneta vprašal, ko je s trakovi, a pri vas so bili? Ja, isto so bili taki beli centimeter širine trakovi. Na prvo smo povezali špago, po domače povedano, poj pa, da se ni tista špaga videla, smo z belim trakovi povezali. Prekrili tiste trakovi, tiste špago, ja. Drugačne kot na Dolenjskem so butare na Gorenjskem, a pomen je isti. Poglejmo, kako je bilo in je še na Škofjeloškem polju. O tem pripoveduje diplomirana inženirka hortikulture Janja Bernik s kmetije Punčar iz Virmaš pri Škofji Loki. Za cvetno nedeljo ponavadi spletamo butarce. Iz zelenja, na gozdu naberemo bršljan, kakšno reso, na vrtu forzicijo, kakšen brinčeje, pa seveda leskove veje, zato da so za osnovo in potem povežemo pač v neko celoto. In potem to nesete kam? K maši v nedeljo na blagoslov. Na cvetno nedeljo. Tako, ja. Kaj se s temi butarcami zgodi? Te butarce običajno potem zataknemo za kakšen podboj, jaz imam pa navado to nesti na podstrešje za blagoslov proti ognju in tako. Le nekaj kilometrov severneje, na drugi strani Kranja, so v vasi Bašelj pri Preddvoru butare že drugačne kot na Škofjeloškem polju. Kako jih pripravljajo in kaj z njimi naredijo, pripoveduje diplomirana inženirka zootehnike Andreja Markič, kmetica in sirarka s kmetije pod Storžičem. Za cvetno nedeljo ponavadi naredimo, pri nas temu reče gobance, eni temu rečejo butarce. Te gobance so narejene iz vej. V okrog pa navežemo bršljanovo zelenje, fino je, če kje ujamemo tudi te jagode bršljanove.
Navežemo gor kakšno jabolko pa pomarančo in tako gremo potem na cvetno nedeljo k maši, kjer to cvetje blagoslovimo. A imajo te vaše butare, ali kako ste že rekli? Ja, gobance, ja. Gobance, ja. A imajo tudi trakove, tiste klasične rdeče, bele, plave? Ne, teh trakov pri nas ni. In kaj naredite potem, ko greste k maši z njimi? Potem, ko prinesemo te blagoslovljene zadeve domov, sadje ponavadi pojemo za veliko noč zjutraj, včasih že tudi prej. To prav počaka teden dni, ne? Tako, en teden, ja. Potem za zelenje ga pokrmimo živalim, veje pa ponavadi ostanejo in se zakurijo, če je kakšna huda ura oziroma nevihta in s tem potem se blagoslovi dom. V Prlekiji namesto butar poznajo presmec. Poklicali smo predsednico društva Klub prleških babic iz Ljutomera, Vido Kozar, ki nam je predstavila, kako presmec naredijo in kaj jim ta pomeni. Ja, cvetna nedelja pa je že praznik pred največjim praznikom krščanskim veliko nočjo. In takrat mi pripravimo, to je v soboto že presmec. Mi rečemo v Prlekiji presmec, drugod imajo druga imena. Presmec je namenjen za slovesen sprejem Kristusa. To je bila ena dobrodošlica, ker je bilo samo zelenje. To so nekje v 9. stoletju so se ljudje zbrali, takrat se je to začelo. No in mi pripravimo razne vejice, ki pa tudi nekaj pomenijo. Veste, drugod imajo oljčne, palmove in to te različne veje, mi pa pač naredimo presmec, to je en šopek, kot šopek zelenja. In prvo cvetoče drevo je dren, ki pomeni pač sonce in cvetje rumeno, ne? To je, ki je v tem šopku. Potem je borovica, ki je vedno zelena, iba, to je na vrste vrbe, tako. Ta tudi cveti, je zelena in tudi najprej je zelena. Potem imamo crenco, ta je tudi prva med zelenimi in pa tudi belo cveti. Tako da je to, ki bi naj ponazarjala Kristusovo nedolžnost. Tako da imamo tote zelišča, pa še metliko in pa kakšno cvetje, ki tudi prvo cveti, to so pri nas krtaneki, to so ti rumeni cvetovi lepe. To pa dodamo že kot modni dodatek, ne? Ali pa dodamo rože iz krepapirja, ker tudi mi te izdelujemo in nekdaj še tega zelenja, pa tega tak cvetja ni bilo, pa so ogromno delali rože iz krepapirja, pa so dali kakšno rožico. Kak se kera ženska pač znajšla in je pač vsaka svoj presmec okrasila čim lepše, ne? No, potem pa se ta šop zelenja poveže z škrabotijem. Veste, to pa eno plazeče... To je neka ovijalka. Ovijalka, tako. To je ena vrsta ovijalka, ki po drevi oplezi in mi s tem ovijemo ta šop zelenja in tako se to nese potem k maši. To je pa v nedeljo maša in to se zunaj potem nosi to cvetje in vsi dvignejo presmece gore in to se žegna in tako, veste. To je pač tak običaj lep. Ampak, če prav razumem, to je za razliko od butare, ki ima neko trdo ogrodje. Ja. To ni, ne? To je bolj Ne. Butara je čisto umetna delana iz lesenih ostrškov, ne? Ja. To pa pri nas ni. Mi imamo čisto naravno zelenje. Temeljna ugotovitev je, da so vsebino butar po vsej Sloveniji vsaj v preteklosti prilagajali tistemu, kar so imeli na voljo in zelenju, ki jim je bilo dostopno. Najpogosteje jih na slovenskem podeželju sestavljajo dren, bezeg, leska, bršljan, brinje, lobodika in vrba. V preteklosti in ponekod še danes so butare okrasili z jabolki, pozneje tudi s pomarančami, barvnimi papirnatimi trakovi in cvetjem. V Ljubljani in okolici v butarah nikoli ni bilo ali pa skoraj ni bilo zelenja. Ker je bilo veliko obrtnikov, mizarjev, so nekako na začetku 20. stoletja začeli izdelovati butare iz pobarvanih, upognjenih in okrašenih oblancev. Barve so bile ponavadi narodne, rdeče, bele in modre, skratka kakor v zastavi. Toda ljubljanske butare niso imele enake tradicionalne vloge kot na podeželju, marveč so imele bolj simboličen pomen.
Sestava in velikost butar sta v preteklosti pogosto odražala tudi socialni status imetnika butare, zato še danes marsikod tekmujejo po velikosti in lepoti izdelave. Zanimivo je, da se je tekmovalnost okrepila po osamosvojitvi Slovenije, ko so se začeli meriti v tako imenovanih butarah velikankah. In leta 1999 so v Dolgih njivah pri Voličini izdelali skoraj 304 metre veliko butaro, ki je zapisana tudi v Guinnessovi knjigi rekordov. Butare velikanke seveda pripravljajo tudi v nekaterih drugih krajih po Sloveniji. Povsod pa ima izdelava družaben pomen, saj združuje ljudi in utrjuje občutek krajevne pripadnosti. Med slovenskimi butarami po obliki in vsebini izstopajo ljubenske potice, ki jih izdelujejo na Ljubnem ob Savinji. Tu ljudje iz rastlinja in lesa izdelujejo različne predmete, povezane z versko simboliko ali z vsakodnevnim in prazničnim življenjem Savinjčanov. Zato ljubenske potice nimajo prav nikakršne povezave s hrano, sladkimi tradicionalnimi slovenskimi poticami, saj so to leseni izdelki. Po drugi strani so proste oblike in nikakor ne spominjajo na cvetnonedeljske butare. So nekaj povsem drugega. Le po namenu so to butare, je povedal Jože Hudej, potomec idejnega očeta ljubenskih potic z konca 19. stoletja, Jožeta Poličnika Juvaničkega in danes eden vidnejših izdelovalcev ljubenskih potic. Začetnik teh ljubenskih potic je bil vaš prednik. Ja, začetnik potic je bil ta moj prastric in to se je dogajalo recimo v konc 19. stoletja, tako da imamo zdaj že to tradicijo preko 130 let. Torej te ljubenske potice so tako različne od vsega, od vseh butar in od vseh teh snopov za cvetno nedeljo, da ni primerjave v Sloveniji. Kaj je njihova značilnost? Ja, ta značilnost je pač, da se izdelujejo razne simboli v obliki recimo nabožnih predmetov, orodja, živine, vse, kjer se spomni, a ne pač naredi. To se dela ročno, oziroma zdaj, ko so te pripomočki, že nekaj sistemu pomagamo, včasih so to vse ročno delali iz teh posebnih vrst lesa, tako da ni bilo, bi rekel, nič kakih žrebljev, pa tega je bilo so vizano z nekih stvareh, ki pač so takrat bili primerni, a ne. Se pravi, ni smelo biti nobenih žrebljev, pač pa samo... Mogoče je tudi kje zabil, a ne, samo takrat v tistih cajtih je bilo čudno težko za žeblje, a ne. So jih kovači delali ročno, a ne, in tudi niso bili poceni. Zato so pač vrtali pa dali lesenja, klinja noter pa tako naprej. To je pa vsak sam doma naredil, ne? Ja, vsak ima svoje zamisel in pol, bi rekel, tiste 2-3 dni, bi rekel, kar nerodno, če kdo pride hiše, da ne bi zvidel, kaj se dela. Tako da pač vsak ima rad, da prinese na plac, brez da bi kdo videl, kaj je naredil. Če sem vas prav razumel, vsakdo, ki je izdeloval te ljubenske potice, jih je delal bolj ali manj na tajno, skrivnostno. Ja, ljubenske potice so, bi rekel, v glavnem se delale, kaj jaz vem, bolj skrivnostno, da pač nekdo videl, kaj bo kjer prinesel. Kaj pa domači so pa videli, domači? Ja, domači so pa videli, mislim, to pa ni bila skrivnost, a ne, tako da je, mislim, vsi domači so vedeli, tudi se je več potic naredilo, rečemo, za vse otroke, a ne, pa še odraslih, kjer je niso tudi. Tako da je bilo to kar množično prenešeno tja v Žegno. Aha, to ni delala samo vaša družina, pač pa so delali, je bilo splošno tukaj na Ljubnem, ne? Ja, na Ljubnem je zdaj, bi rekel, kaj jaz vem, mora 150 ali pa 200 izdelovalcev.
Tako da je zelo razširjen po celotni fari Ljubnega. Recimo od kraja je pač ta stric sam začel, potem so se mu pa začeli pridružovati. Osnovni material je les, ne? Ja, osnovni material je, so rekli, 7 vrst lesa. Meka, iva, božji les, bršljan, črems, pa dren, pa mislim, da sem eno zgrešil, samo v redu, 7 vrst je pač danih noter. Povsod po Sloveniji so te vrste lesa oziroma šibja, kako bi se reklo, vključenih. S tem, da so prve samo figure drugačne, ne? Ja. Namesto butare zvezane v snop, ne, je nekaj drugega. Ja. Na Ljubnem pač delamo, kaj jaz vem, te vrste lesa, kar je pač takrat zelena, a ne, da je aktualno za tisti cajt. In kaj delate konkretno? Kakšne figure naredite? Ja, figure so zelo različne. To je, jaz recimo sem izdelal mašin na vodni pogon, taritne koče za trenje lanu, žago na matro, ki so včasih na roke rezali, razno orodja. Izdelal sem recimo za tega apostolskega nuncija, ki je bil na obisku na Ljubnem, sem izdelal Mater Božji, ko stoji na zemlji, na kačji glavi, a ne, sem za njega izdelal tudi posebnost. Potem sem izdelal za tega direktorja pošte Celje, sem izdelal tudi eno posebno potico, ko so prišli na obisk, ki sta pač 2 znamki v Sloveniji izdanja od ljubljenskih potic in eno od tistih simbolov, ki je na tej znamki, sem tudi jaz izdelal. Tradicionalno izdelovanje ljubenskih potic so leta 2013 razglasili za živo mojstrovino državnega pomena, kar je prvi korak za vpis na UNESCO seznam nesnovne dediščine človeštva. Kaj za vsemi temi ljubenskimi poticami, prej sem razumel, da se srečate na Cvetno nedeljo? Kje? Ja, ljubenske potice prinašamo žigno, kar se odvija zunaj cerkve. Ampak to na Cvetno nedeljo, ne? Ja, na Cvetno nedeljo drugače ni žigna, recimo pol je samo na Veliko noč, tudi jedi. Na Cvetno nedeljo pač žigna je ta les, da pol, bi rekel, tudi ta les uporabljamo za kadilo preko celega leta, pač v teh večjih praznikih, da se pokadi po gospodarskem poslopju, pa hiši, pa še po travnikih, pa njiveh. Zažgete jih, ne? Ja, te simbole tudi, bi rekel, zdaj nekaj hranjujemo. Navadno izdelamo en simbol ali 2, kakor je pač otrok, da to se vnese vseh žigne. Eno potico pa navadno naredimo, ker tule tudi navadnim poticam, butarom pravimo potica, a ne. Tako da pol tista se pač razdira pol za žign, da imamo s čem kaditi. Pa rečemo čas, ko so jajce pobirali fantje ob Florjanomu, so se dal ta les na mizo, da so pol križa naredili. To je bil simbol, da so fantje že pobrali jajca. Tiste križe smo uporabili pa pol za, recimo, da smo jih dali na križavo preko leta na vse kultura, ko smo jih pač imeli, posajenja pa usjanja. Zakaj se reče, prej ste že omenili, da vi vsemu temu, kar drugi reče butara, rečete potica, ne? Ja, to je, prav je, da izhaja ime potica, to je že sigurno par 100 let, mogoče odkar jih delajo, ker so takrat na Veliki petek se potice zmerom delajo,
mislim na cvetni petek, ne veliki. Se potice delajo, ženske so pa, gospodinje so pa pekle toto štrudlja, nekaj se tule reče potica in se tam v tem štrudlju je tudi 7 vrst dobrot in pol so pa še moški poimenovali te izdelke po potici. Če so ženske imele svojo potico, ste tudi moški izdelali svojo potico. No, nekaj taga, tako da verjetno je pač v tem nekaj resnice, da so pač moški pol poimenovali pač potica. Ponavadi radi tarnamo, da v mladi generaciji ni več posluha in zanimanja za tradicionalne šege, navade in običaje, ki so značilni za naš narod. Toda Joži Zabukovec z Gradeža pri Turjaku je že takoj o prihodu povedala, da v njihovem društvu za ohranjanje dediščine Gradež pred cvetno nedeljo organizirajo delavnice za mlade, kjer izdelujejo butare. Joži, prej ste omenili, da imate delavnice za otroke, se pravi prenašate dediščino naprej. Ja, dediščino prenašamo naprej na otroke in tu imamo vsak let tiste sobota pred cvetno nedeljo v sušilnici ta delavnica dopoldan. Koliko otrok pa pride? Ja, pride tam od 10 do 15 otrok, odvisno, ne. Koliko jih je na vasi? Točno tako, koliko jih je na vasi, koliko tudi v okoliške vasi pridejo, ker imamo svojo skupino Krhlčki in tisti otroci se pridejo delati od Krhlčkov, tiste skupine, pevske skupine. In potem grejo s temi butarami kam? S tem butarem grejo domov in v nedelje nesejo v cerkev žegnat. Kako pa je v Ljubljani? Včasih so v Dravljah, ki so nekoč veljale za prvo vas na Gorenjskem, a so že nekaj desetletij pomembna mestna četrt na severozahodu slovenske prestolnice z nekaj 10 000 prebivalci, pripravljali butare iz lesenih ostružkov, jih barvali in krasili. Je tudi tu med mladimi še posluh za take butare ali ne? O tem dijakinja Tajda Koman, ki sama rada pripravlja butare, a nekoliko po svoje. Jaz sem enkrat gledala pri eni prijateljici in potem sem sama probala in delam s tistimi rastlinami in zelenjem, ki jih najdem in jih sam okrog palce navijam in to je to v bistvu. Ampak ta prijateljica je bila od kje, iz Ljubljane? Ja, iz Ljubljane, iz naše župnije, kjer vsako leto animatorji pripravimo delavnico za otroke, kjer se delajo butarce. Kaj naredite? V bistvu najprej se zberemo in skupaj naberemo zelenje in vse te potrebne materiale in potem smo na soboto pred cvetno nedeljo, smo čez cel dan tam in pomagamo vsem otrokom in staršem, ki prihajajo. Kakšno cvetje, kakšno zelenje naberete in kaj vdate v to butaro? Čisto odvisno od tega, kaj dobimo. Ponavadi je kitajski klek oziroma neka vrsta ciprese, oljčne vejice, pa včasih se najdejo še kakšne lepe, take malo bolj z barvastimi cvetovi rastline, da je malo bolj pisano. Za osnovo v osnovi uporabite nekaj trdega, kaj je to? Osnova je v bistvu leskova palca in potem okrog v takih šopih dajemo gor različne rastline. Ampak je ena sama palica, ni preplet? Čisto odvisno od tega, kako si izbereš, če rabiš močnejšo osnovo, daš več palc skupaj in jih potem z vrvjo zvežeš. Kako velike so vaše butare? To si pa vsak sam lahko izbere, imamo tudi tekmovanje za največjo butarco, ampak načeloma so velike toliko, da je palca okrog pol metra, ta osnovna palca. Se pravi tako, da so priročne, bova rekla? Ja, priročne, ja, za prenašanje. In kaj naredite potem s temi butarami? V nedeljo, na cvetno nedeljo, jih prinesemo k maši in jih potem tam blagoslovimo. In potem jih prehranimo za naslednje leto, jih ponavadi pol zažgemo. Naslednje leto jih zažgemo. A ne uporabljate za to, da slučajno, če je huda ura, da
Jih ne date v štedilnik in tako naprej. Kaj, ne? Ne. V Ljubljani že ni več klasičnih štedilnikov na drva, Ja. in se ne da to. Kje pa zakurite potem? Ponovadi jih na vrtu, v bistvu na cvetno nedeljo ali pa za 1. maj. Ampak vsak doma, ne? Ja, v bistvu to je čist pri nas doma tradicija, bolj taka domača, čist odvisna od vsake družine. Dobro, kaj je pa tisto, kar je tvoje specifično? V čem je tvoj aranžma drugačen od drugih? Jaz sem ponovadi zelo natančna in si že vnaprej zamislim, kako bo izgledala ta butarca in si pripravim, najprej si narežem vse to zelenje in potem začnem vse naenkrat delati in vmes ne rabim še rezati in zelo močno moram zategovati tisto vrv, zaradi tega, da pol dolg časa stoji skupaj butarca. A so te butare, recimo vaše, iz mlajše generacije, tudi s tako imenovanimi barvnimi trakovi? Načeloma ne, kakšni pa tudi jih imajo. Ni pa več lesenih ostružkov, ne? Ne. Ena izmed posebnosti postnega časa, ki se konča tik pred veliko nočjo, so postne jedi. Tudi te se spreminjajo po slovenskih pokrajinah, včasih tudi od vasi do vasi. Gospa Janja Bernik iz Virmaš je vsestransko vpeta tudi v življenje na vasi v okolici Škofje Loke. Zanimajo tudi, kako so nekoč prebivali in kako so se prehranjevali njeni predniki na polju med Škofjo Loko in Kranjem. Zato je zbrala, uredila recepte o tradicionalnih jedeh na Škofjeloškem, jih izdelala in popisala v brošuri, ki jo je izdala. V njeni brošuri so tudi prav posebne postne jedi Virmaš in Loške okolice. Pred veliko nočjo je 40-dnevni post in v času posta so povsod po Sloveniji v navadi posebne postne jedi. Kakšne so na Loškem? Na Škofjeloškem je poznanih več postnih jedi, verjetno najbolj izmed njih loška medla. To je kuhana prosena kaša in zgoščena z ajdovo moko. Običajno se jo pa zabel ali s pregreto smetano ali z maslom ali pa tudi z ocvirki. Odvisno, koliko so bile družine včasih premožne, pa kaj so pač jedle. Naslednja jed je loška smojka. So ponavadi gospodinje kar pustile čez dan, ko so kaj delale v pečici oziroma v šporgetu. Gre za izdolbeno repo, noter je pa prosena kaša, pa tudi se jo ponavadi zabel, da je jed malo boljša. Naslednja jed je loška mešanica, sestavljena iz kisle repe, kislega zelja, ješprena in fižola. Se pokuha, to so včasih po tej kapucini kuha za berače, rečemo. Potem je pa še aleluja, bi pa lahko rekli, da je bolj velikonočna jed, ker je bila to stvar, ki so jo jedli prvo zjutraj na velikonočno jutro, preden so se lotili potice in mesa. Gre pa za kuhane suhe repne olupke v suhi juhi, to se pravi juhi, v kateri se je kuhalo suho meso in ponavadi so noter še zakuhali malo prosene kaše ali pa ajdove moke, zato da je bila stvar bolj gostlata. V tej aleluji mesa samega ni bilo? Ne, meso se je jedel pol naknadno. Zakaj so prejšnje jedi, tako na prvi pogled človek rekel, niso postne? Postne zato, ker verjetno so bile, pač računamo, da zaloge v shrambe so bile prazne, da so bile to edine stvari še, ki so jih lahko uporabili in da so se pač znajdli, da so se nasitili, ker ni bilo vsak dan različne jed, ampak včasih so rekli 18krat medla, potem je pa nedelja. Na Gradežu pri Turjaku je bil post, se zdi, znosnejši kot na Škofjeloškem. V postnem času smo imeli tukaj, pa navadi smo imeli ene olupke od repe in smo jih na gatri posušili, da se poje tu skuhali župa, to se je pa navadi skuhalo v sobota. Ampak to niste jedli vsak dan, ne? To samo... Ne, jedli samo enkrat na letu, samo na velika sobota se je tu kuhalo. A tiskrat je bil post še vedno? Ja, po postu pa, kar je bilo pa posta, pa zmeraj je bilo tako, da v petkih nismo mesa jeli, ne. Sej prej je bilo tako bolj na redku meso, tako da smo lahko
preživeli s tem. Ni bila težava petek. Ne? Ja, ker pet je bilo, ukor se je spomnil, smo imeli, smo 2 prašiča zaklali in tu meso pa šušli in tu je bilo v glavnem za v nedeljih suha župa, pa pol ta meso smo pojeli. Kaj je to suha župa? Suha župa je, suh meso se da kuhan, noter se da ta zelenjava, korijen, koleraba, peteršilj, lovor, cel poper in tu se potlej skuha, se cirka ura pa pol kuha in ko je meso kuhan, se ven vzame, se precedi in se zakuha domačo. In se izribana kaša, zakuhana je bila izribana kaša ali pa iz suka jema, ne? In to je bilo zdaj postna jed, ne? Ni bila postna tako, ker je meso, ne, ampak pač ta čas se je jel, ker takrat se je tudi šunka kuhala, ne, in se je potlej ta juha porabila, da ni se stran vrgla, ne, takrat se je vse porabil, ne. Kaj ste pa naredili za veliko noč, za praznično jed? Za praznično jed smo imeli zjutraj, v soboto smo nesli žegnat, in žegen se ni odprl do nedelje zjutraj, v nedelje zjutraj smo šli k procesiji. In ko smo prišli od procesije, se je napravil ta žegen, hren, šunka, klobasa kuhana, potica, pirhi, to je bilo v glavnem, ne. To je bilo vse noter v košarju? To je bilo vse v košarju in to se je napravilo na mizo, ne. Za belo nedeljo smo še zmeraj prišparali malo potice, to se pravi kolača, pa šunke. Da tu, ko smo prišli od Maše, je bil zajtrk tu še zmeraj tako, kot za veliko noč. Šunka, klobasa, pa potica. Pa pirhi so tudi, kaj pa, tu je bilo še zmeraj na belo nedeljo. To je bila oddaja Kdo smo? O velikonočnici, butarah in drugih običajih na cvetno nedeljo v tednu pred veliko nočjo. V oddaji so sodelovali Zlatko Zevnik, predsednik turističnega olepševalnega društva Ponikva, Joži in Stane Zabukovec iz Društva za ohranjanje dediščine Gradež, diplomirana inženirka hortikulture Janja Bernik iz Virmaš pri Škofji Loki, diplomirana inženirka zootehnike Andreja Markič iz Bašlja pri Preddvoru, Vida Kozar, predsednica kluba Prleških babic iz Ljutomera, izdelovalec ljubenskih potic Jože Hudej z Ljubnega ob Savinji in dijakinja Tajda Koman iz ljubljanskih Dravelj. Oddajo sva povezovala Barbara Zupan in Igor Velše, tonski mojster je bil Max Pust, avtor oddaje je Ivan Merljak. Oddaji lahko spet prisluhnete prek spletnih strani Radio Televizije.